Pozdravljeni, poslušajte Triglav skladi Stokcast. Danes se bomo pogovarjali o strategiji, filozofiji, načinu upravljanja našega sklada Top Brands. Top Brands je sklad, ki je bil večkrat nagrajen, upravlja ga pa zelo uspešen upravljalec, eden od najboljših v Sloveniji, ki je bil na 12. dnevu mojih financ, ki je potekal pred kratkim, nagrajen za najupravljalca v 3-letnem obdobju. Tudi Aleksandar, naš sovoditelj, se je vrstil na drugo mesto. Čestitke Aleksandar, čestitke Mitja. Poleg našega gosta, najupravljalca Mitje Baše, smo danes z vami tudi Aleksandar Gutira, Klara Repnik in Matjaž Pogorevc. Pozdravljen Mitja, lepo, da si danes z nami. Bravo. Živijo, Mitja. Pozdravljeni. Lepo, da si danes z nami. Res dober dosežek, Mitja. Še enkrat čestitke za prvo mesto. Ja, hvala lepa. Preden gremo na top brande in zakaj top brandi postanejo top brandi, bi nam lahko zaupal, Mitja, kaj naredi top upravljalca? Kako to postati? Ja, kaj naredi top upravljalca? Definitivno moraš imeti investicijsko filozofijo, ki ti daje neko oporo tudi v hujših časih, da verjameš v svojo zgodbo, v svoje prepričanje, v tisto, kar investiraš in ne delaš klasičnih začetniških napak. Skačeš ven, skačeš noter, ponavadi prodaš na najnižji točki. Tako da to je osnova zagotovo. Drugo pa je poznavanje podjetij, poznavanje poslovanja, napovedi, kaj delajo, kaj ustvarjajo, kakšni so projekti za naprej, kakšen je položaj izdelka na trgu, a je to vodilni položaj, monopolni položaj, kakšen je razvoj, koliko se namenja za razvoj. Veliko teh parametrov, ki potem definirajo ta izbor. Izbor delanc, ki pa mora biti vsaj na nek srednji rok investiranja, tudi do daljši rok. To je osnova, je torej filozofija, potem pa vmes pridejo tudi obdobja, ko je treba nekako prilagajati vse skupaj. Vemo, da se svet nenehno spreminja in so potrebne kakšne manjše korekcije. Tudi na ta način dosežemo še neko dodano večjo presežno alfo oziroma donosnost na skladih. Kaj je to top brand? Kako podjetje postane top brand? Torej, top brand je glede na ocene podjetja, ki se ukvarja z ocenjevanjem, to je Brand Finance, Brand Directory, najvrednejše blagovne znamke na svetu. Po tej oceni je na primer blagovna znamka Apple najdražja trenutno in vredna kar 328 milijard evrov. Sledi Amazon s 324 milijard evrov in pa Google z 243 milijard evrov. Kako pa investitorji sploh vejo, da je brand vreden toliko, naprimer 300 milijard? Kako se pride do te številke? Ja, točne tehnologije, metodologije, definicije, ocenjevanja vrednosti podjetja ne poznamo, ker je to nek know-how tega podjetja, ki se s tem ukvarja, tako da težko ocenim. Je pa to nekako sledi iz vrednosti v očeh kupca, koliko mu ta blagovna znamka pomeni. Tudi ti si kupec in potrošnik, pa me zanima, katera je tebi najljubša blagovna znamka? Ja, meni je najljubša recimo Microsoft, to se srečamo vsak dan, pa tudi Apple, pa Samsung, ki imam tudi telefon te vrste. Kaj pa blagovna znamka ne sme početi, da ostane blagovna znamka? Kaj so tisti razlogi, pogosti razlogi, zaradi katerih top brand izgubi svojo pozicijo in ni več top brand? Torej, zgodi se tudi, da top brand zaide s poti in gre v pozabo, zato ker ga konkurenca prehiti, ne dohaja razvoja, zato mislim, da ne smeš zaspati na lovorikah, ker konkurenca nikoli ne spi. Glede na to, da imaš že vrsto let izkušenj na delniških trgih, zagotovo poznaš kak primer
podjetja, ki je bilo top brand, sedaj pa to ni več. Nam lahko poveš kak primer? Je to morda Nokia? Ja, takrat ne vem, če se je že ocenjevalo, to je dolgo let nazaj, ko je Nokia bila na vrhu in je pač jo je konkurenca prehitela, razvoj ni šla v razvoj z napredkom, takim kot je bil, je zavila s poti in vemo, da je končala nekako v pozabi. Tako da ja, mogoče bi bil to en primer. Je pa mogoče še kakšen drug primer tudi aktualen. Ne? Recimo, trenutno je še vedno, spomnim se delnice PayPal, ki mislim, je še vedno to brand, ampak gre počasi navzdol, prav zaradi tega, ker je konkurenca na tem področju izredno močna. Strategija, ki jo uporabljaš pri upravljanju sklada Triglav Top Brands in posledično tudi sam sklad Triglav Top Brands, je bila izjemno uspešna v zadnjih letih. A bi lahko predstavil ključne značilnosti te strategije? Ja, ključ mislim, da je nenazadnje v izboru podjetij, ki tvorijo portfelj, ki pa moramo vedeti, da je tudi nadzorovan strani sprejemanja tveganja. Torej, celoten portfelj se izračunava, koliko je tvegan, tako da izbor delnic temelji na zgodbi, na produktih podjetij, na rezultatih in napovedih za naprej, na poziciji in moči podjetja glede produktov, tudi glede moči blagovnih znamk, ki je podjetje vodilno, ki je blagovna znamka vodilna na policah, po sposobnosti menedžmenta, rasti in kvaliteti, pa tudi gledam klasične finančne kazalnike, ki kažejo na to, ali je podjetje tudi že mogoče predrago ali ne. Vidite, ključna značilnost strategije Triglav Top Brands je vseeno verjetno osredotočenje na podjetje, ki imajo visoko vrednost blagovne znamke. Torej, najprej ti določiš, katero so ta podjetje, nato pa izbiraš med temi podjetji najbolj uspešna, potencialno najbolj uspešna podjetja, ki imajo po tvojem mnenju potencial za rast. Se strinjaš s tem? Da, zagotovo iščem podjetja iz bazena najvrednejših blagovnih znamk. To je osnova. To iščem iz tega bazena delnice in iz tega izhajam ven, potem je vse drugo, kot sem prej povedal, ta izbor podjetij pa izhaja iz bazena podjetij z najvrednejšimi blagovnimi znamkami na svetu. Zakaj po tvojem mnenju podjetje, v katero investiraš, ko upravljaš sklad Triglav Top Brands, torej Top Brands podjetje, oziroma podjetje s visoko vrednostjo blagovnih znamk, zakaj so taka podjetja manj občutljiva na situacije, ki se prej ali kasneje pojavijo na trgih? Govorimo o negativnih situacijah. Zakaj so bolj zdržne, zakaj so manj občutljiva na zunanje vplive, zunanje šoke? Se pravi, najprej se dajmo vprašati, kaj je to blagovna znamka, izvor te besede. Angleški izraz brand izhaja iz postopka označevanja živine, ponavadi goveda, pri čemer je brand v resnici živ, goreč del lesa, ki na živali pusti odtis. Brand znamka je torej nekaj živega, kar pušča odtis in s tem razlikuje od svojega odtisa zunanje podobe blagovne znamke. Blagovna znamka je torej ta pravica industrijske lastnine in jo je mogoče grafično prikazati in porabljati tudi v prometu. Z to blagovno znamko ljudje vejo točno, kaj dobijo in so zato tudi pripravljeni plačati več. In iz tega izhaja tudi vsa moč blagovne znamke, ki doprinaša podjetju tudi potem visok dobiček in tudi, da lahko podjetje se razvija še naprej in nagrajuje na koncu koncev delničarja. V kateri državi je največ podjetij, ki imajo visoko vrednost blagovne znamke? Z drugimi besedami, ki je obljubljena država za taka podjetja? Je to
Evropa, Združene države Amerike, mogoče kakšna azijska država. Torej, dve najbolj zastopani državi za to brand podjetja sta ZDA in Kitajska, ki predstavljata 2/3 vrednosti najvrednejših blagovnih znamk. Tle prednjači ZDA s približno 50% in Kitajska z nekje 18% podjetij z najvrednejšimi blagovnimi znamkami. V tem bazenu to lahko potem iščemo večino teh podjetij. Zanimivo, omenil si Kitajsko. Marsikdo verjetno ni mislil, da so na Kitajskem top brandi tako pogosti. Bi nam lahko zaupal, katera so ta podjetja, ki veljajo za največje blagovne znamke na Kitajskem in v svetu? Ja, kitajski top brandi največji vemo. Recimo en je Tencent, Alibaba, Meituan, JD in tako naprej, še bi lahko našteval. Kakšna je pa situacija v Evropi? Katere so tiste največje blagovne znamke? V Evropi pa je najvrednejša blagovna znamka Mercedes-Benz, potem Deutsche Telekom, Shell, tudi Louis Vuitton, L'Oreal, Inditex, od Zare, velikih je, ne. Ker smo vzajemni sklad in ponavadi gledamo naložbe tudi po sektorjih, bi nam lahko povedal, iz katerih sektorjev prihaja največ največjih blagovnih znamk? Torej, to brand podjetja prihajajo dejansko iz vseh sektorjev. Najbolj je pa zastopan sektor informacijske tehnologije. To je najdražja panoga s približno 1300 milijard dolarjev vrednosti. V zadnjih 2 letih pa se je najbolj povečala panoga retailing, se pravi internetne prodaje, ki vemo, da je v času pandemije izjemno zrasla zaradi ukrepov pandemije in naročanja od doma. Pri investiranju je proučevanje neotipljivih značilnosti podjetij eno od najtežjih nalog. Vrednost blagovne znamke je eno od takih neotipljivih značilnosti podjetij. A se strinjaš, da investitor, ki je uspešen pri ocenjevanju trenutnega položaja in prihodnjega razvoja na področju vrednosti blagovne znamke, da tak investitor lahko ima veliko prednost pri investiranju? Ja, seveda. Vse to je naše delo, ne? Točno to je delo upravljalcev, da skušaš s sedanjimi podatki, s vsemi razpoložljivimi viri oceniti, kam gre podjetje. Gre podjetje v pravo smer, a gre podjetje tja, kamor je potreba kupcev, so kupci, je smer razvoja tehnologije in to je seveda izredno težko, ampak je pa to potrebno narediti in se tle sfokusirati in iz tega potem lahko napravimo zgodbo in lepe donose za vlagatelje. Zdaj trenutno, če pogledamo recimo top brandse, so večinoma prihajajo podjetja iz Severne Amerike in Kitajske. In če spostavimo tudi sektor, je to v večini primerov informacijska tehnologija. A pa misliš, da se bo ta trend še nadaljeval? Ja, dobro vprašanje. Vemo, da lahko se tudi vse čez noč spremeni, ampak vseeno ocenjujem, da bo ostala najmočnejša panoga informacijske tehnologije, ker je to razvoj, ki ga vidim tudi v prihodnje. Vse bolj se avtomatizirajo stvari, vse bolj gre v smeri, da bo računalnik napravil čim več. Tako da v osnovi mislim, da bojo ti sektori ostali nekje na tej ravni. Kar se tiče regijske razdelitve, pa vseeno menim, da je tle Amerika oziroma ZDA
vodilna država in bo tle tako tudi ostalo. Kitajska sicer poskuša, vendar vidimo, da ima tudi svoje prijeme, da vlada tam tudi nekako zaradi svojih dobrobiti ukrepa in nekako tudi zavira rast teh podjetij, tako da menim, da bo ZDA ostala vodilna država in verjetno celo povečala svoj delež v top brandih. Trenutno se nahajamo v obdobju poostrene regulacije tehnoloških podjetij. Velikokrat smo že slišali o tem, kar se dogaja na Kitajskem. Pred kratkim se je pridružila Evropa. Verjetno prihodnje bomo slišali podobne novice tudi iz Združenih držav Amerike. Z tega vidika se mi zdi izjemno zanimivo vprašanje, kaj se bo zgodilo s podjetji, ki prihajajo iz tehnološkega področja in hkrati imajo visoke vrednosti blagovnih znamk. To so na primer Apple, Amazon, Google oziroma Alphabet, Facebook oziroma Meta. Kaj se bo zgodilo s takim podjetjem? Ja, vidimo, da se tudi v zadnjih letih nekako regulira. Vemo, da Evropska komisija, pa tudi ZDA, pa tudi katere druge države dajejo določene kazni tem največjim podjetjem, ki si jih naštel. To se na nek način regulira, ampak menim, da tle do neke večje regulacije, ki bi zamajala te podjetja, ne vidim, da bi lahko prišlo, ker vseeno to so sedaj kar velikani, imajo svojo moč in se tudi države po drugi strani lahko malo bojijo, jih pa morajo nekako vseeno omejevati do neke mere, vendar menim, da to ne bi smelo vplivati, oziroma mislim, da ne bo vplivalo na prihodnje poslovanje in da ne bo prišlo do take omejevanja, kot prihaja trenutno v zadnjem letu na Kitajskem. Katera imena blagovnih znamk so se v letu 2021 izkazale za najbolj donosne, pa ali se katero od teh imen pojavljajo večkrat skozi leta? Ja, v lanskem letu so se za najbolj donosne izkazale recimo podjetje Ford, avtomobilistični ameriški velikan, ki je zrasel za kar 154%. Potem je podjetje Nvidia, ki proizvaja grafične kartice, 141%, pa energetski velikan ConocoPhillips 100%, pa recimo farmacevt Pfizer z 80%. Izmed večjih podjetij je Microsoft v lanskem letu zrasel za 64%, Google za 77%, Apple za 45%, ne nazadnje Tesla pa tudi prejšnji izjemni rasti za 42%, tako da to so res izjemne rasti, ki smo jim bili priča v lanskem letu. Ta podjetja se ponavljajo večkrat skozi leta, ker so vodilna na svojem področju in jim poslovni rezultati to dovoljujejo, da lahko ustvarjajo tak donos tudi na borzi. Zanimivo, da si omenil ravno Teslo. Tesla ima po mojem mnenju zelo karizmatično vodjo Elon Muska, pa me zanima, kakšen vpliv ima njegova osebnost na vrednost blagovne znamke Tesla in kaj bi se zgodilo, če bi preusmeril svojo pozornost drugam. Pred kratkim smo izvedeli, da si želi prevzeti Twitter, prav tako pa je precej aktiven pri SpaceXu. Torej, kako bi se spremenila vrednost blagovne znamke brez karizmatičnega Muska? Ja, dobro vprašanje. Tako, Tesla je trenutno po tržni kapitalizaciji vredna 900 milijard evrov oziroma 1000 milijard dolarjev. Ocenjena vrednost blagovne znamke je 42 milijard evrov, kar trenutno uvršča Tesla na 28. mesto najvrednejših blagovnih znamk na svetu. Po drugi strani so tudi kazalniki, finančni kazalniki kar izjemno visoki, vendar se pričakuje tudi visoke oziroma izjemno dobre rezultate.
predvsem na področju električnih avtomobilov in posebno pa še tudi baterij. Tle je Elon Musk izjemno karizmatična oseba in mislim, da je velika vrednost blagovne znamke Tesla tudi zato, ker ga vodi Elon Musk. Vemo, da je tudi izjemno uspešen s SpaceX-om, to je njegovo podjetje, ki izdeluje rakete za polet v vesolje. Ja, kaj bi se zgodilo, če bi se kam drugam usmeril? Idemo primerjati recimo Steva Jobsa. Tle je mislim, da podobna zgodba pri Appleu. On je ustvaril Apple, dejansko ga potegnil iz bankrota, je bil izjemen vizionar in vodja. Na koncu je pač bolezen ga premagala. Kaj se je zgodilo z Appleom? Vemo, da je trenutno Apple podjetje, ki ima najvrednejšo blagovno znamko. Zapustil je izjemen pečat v podjetju in je ustvaril nadomestnega vodjo, izjemnega vodjo, Tim Cook. Tako da mislim, da tudi Musk podobno razmišlja, da ima oziroma trenutno verjetno uči nekoga, ki bo prišel na njegovo mesto. Tako da jaz se ne bojim, da bi Tesla na ta način izgubila oziroma da bi padla vrednost njegove blagovne znamke. Moramo vedeti, da je tudi Elon Musk trenutno najbogatejši zemljan s $300 milijard pod palcem. Vmes pa ima neke svoje ideje, kaj hoče z nakupom Twitterja, je težko reči, lahko pa verjetno se ga privošči za okrog $42 milijard. Ko govorimo o investiranju, včasih govorimo o umetnosti, včasih govorimo o znanosti, včasih pa govorimo o kombinaciji. Meni osebno se zdi, da je to kombinacija. Pri investiranju je potrebno biti razgledan, je potrebno razmišljati dolgoročno, inovativno. Zame to pomeni, da je treba v določeni meri biti umetnik. Po drugi strani pa ne gre brez tega, da razumeš določene finančne koncepte, matematiko, konec koncev tudi tehnologijo. Ne nazadnje, izjemno veliko podjetij v zadnjem času prihaja iz tehnološkega področja in če ne razumeš vsaj osnovnih konceptov, potem pa je težje investirati v tako podjetje. Kakšno pa je tvoje mnenje? Investiranje je umetnost, znanost ali kombinacija? Ja, se kar strinjam s tabo, da eno brez drugega ne gre, da je to res neka kombinacija. Na koncu moraš res poznati neke kazalnike, neke osnove, na drugi strani pa tudi neke bi rekel, nevidne stvari, nekaj, kar ni napisanega, niti v analizah, niti v opisu podjetja, nekaj moraš malo začutiti tudi storitev, proizvod, tudi preko trga, če se da. Tako da je to kombinacija vsega skupaj, nekaj pa tudi doda na koncu nek občutek, bi rekel, neka zgodovina upravljanja, ki ga imamo za sabo. Tako da bi jaz rekel, da zgolj se samo na neke številke, na neke tabele opirati, to ne prinese uspeha. Vidimo tudi sam iz izkušenj, vem, da kupujem tudi podjetja, ki so izjemno draga, ki po vseh pravilih investiranja, če bi se držal teh nekih normalnih kazalcev, ne bi smela, ne bi šla v portfelj, pa jih imam, ker če jih ne bi imel, ne bi bil uspešen, zato ker ta podjetja delujejo še naprej izjemno uspešno in zato so tudi vlagatelji pripravljeni plačati več, ker na koncu postajajo vodilna podjetja, kar pomeni, da so tudi kupci na nek način to prepoznajo, vejo, kaj dobijo. To je ta moč blagovne znamke, neka lojalnost, ki enkrat, ko doseže podjetje to zvestobo kupcev,
jo težko, da bi jo kupci zapustili, razen če bi se zgodile res kakšne velike napake, kar pa si taka podjetja pa to ne privoščijo. Tako da je res treba vse skupaj gledati na več načinov, tudi ta, bi rekel, neki umetniški način pride v poštev in to je najboljša kombinacija. Kako pomembne pa so pri investiranju izkušnje? A so to zelo pomembne ali v bistvu je tako igra na srečo, katero delnico kupiš? Ja, mislim, so izkušnje izjemno pomembne. Ti podjetja ne moreš spoznati par mesecih v enem letu. Recimo, jaz se spomnim, ko je prišel Amazon na borzo, pa kakšno tudi drugo večje podjetje, tako da imam res dolge izkušnje in kilometrino in spremljam praktično vsak dan, kaj se dogaja in na ta način lahko dobro vem, če bi kaj šlo narobe, ker bi videl, da bi začutil, da nekaj ni okej. Tako da izkušnje ti dajo tudi širino, izkušnje ti dajo, da hitreje tudi razmišljaš, da hitreje vidiš stvari, da takoj oceniš, ker te to enostavno že je računalnik v glavi toliko nastavljen, da to vse hitreje delaš. Tako da izkušnje so izjemne pomembne, kilometrina in mislim, da to igra tudi eno ključnih vlog, da si uspešen pri investiranju. Prejšnje leto je na borzo prišlo podjetje Rivian, to je še en proizvajalec električnih avtomobilov. Me zanima, kaj ti pravijo izkušnje? Bo to podjetje uspešno, ima potencial? Si pogledal kaj finančne izkaze? Ne, moram reči, da nisem. Ne moram, bi rekel, to podjetje še ni prišlo v to brende, tako da ni prišel še ta bazen, čeprav gledam seveda tudi te rastoče zgodbe, ampak bom rekel, pogledal sem na zelo hitro in ni me prav pritegnilo, tako da ga ne, bi rekel, podrobno spremljam in se še ne trenutno osredotočam na to podjetje. Hvala, Mitja, da si bil danes z nami in želim ti, da boš vsako leto najboljši upravljalec. Jaz mislim, da si poslušalci bodo izjemno srečni, da imajo možnost poslušati izjemno izkušenega in uspešnega upravljalca premoženja. Še enkrat hvala lepa. Mitja, v čast nam je, da si danes bil naš gost. Hvala ti za tvoj čas. Ja, meni je bilo tudi v čast, da sem lahko predstavil svoj pogled, to, kar vem in da sem lahko delil z vami. Hvala lepa. Z vami smo bili Aleksander, Klara in Matjaž. Sedaj smo zaključili zadnjo epizodo te sezone, ampak se bomo kmalu spet videli, v bistvu slišali. In kot veste, ne smete pozabiti, Podcast, ki ste ga slišali, ne more predstavljati investicijskega priporočila oziroma investicijskega svetovanja. Je splošne narave in ne more upoštevati posameznih potreb poslušalca.